Jaz moram reči, najprej, če lahko povem, jaz sem film videla velikrat, ker sem ga opisovala za osebe s slepoto in slabovidnostjo, ampak danes sem ga gledala drugače, zanimivo. Pa morda zato, ne vem točno zakaj, ali pa vem, pa zdaj le še ne bom povedala. Najprej, Nina, s tabo bom začela. Ta film je pravzaprav en tak poklon življenju, čigar del je seveda tudi smrt, rojstvo, to, kot je tvoja mama rekla, kar je v ognju, je v življenju, ker tudi ogenj je življenje. In me zanima, mi smo zdaj gledali observacijski dokumentarni film. To ni klasična oblika. Če začnemo zdaj mogoče s temi tehničnimi, pa gremo potem na težje vprašanja. Zakaj taka oblika, tukaj je značilno to, da pravzaprav kamera spremlja resnično življenje. Življenje kot je. Mogoče malo več o tem, v tej obliki. Živijo. Hvala, da ste prišli na ogled. Observacijski dokumentarec ima neke svoje zakonitosti, neka svoja pravila. To pomeni, da je način dela, se pravi samo snemanje, drugačno kot mogoče malo bolj dokumentarec, ki ga morda več poznate, kot je TV dokumentarec, ima tudi nek drug proces dela. Se pravi, tukaj ne gre, da kamera pravzaprav čakajte trenutek, tukaj ne gre, da oseba za kamero igra, tukaj ne gre, da jaz kot režiser dam napotke sodelujočim, potreben je nek drug proces, tukaj vse izhaja iz nekega zaupanja, sodelovanja. Tukaj mi poskušamo zabeležiti čisto življenje, čisto neko resnico, kar pomeni, da pravzaprav spremljamo nekoga. Pomembno je, da vstopimo v neko bližino, v neko intimo in tukaj moram midva z Darkom delovati na nek drug način, mogoče malo neopazen, neviden, da ujameva to neko čistost, neko bistvo, ki je vsem nam pravzaprav skupno. Nina, ko sva se pred kratkim pogovarjali o motivaciji za film, če lahko tako rečem, prav za tak film, si mi rekla, da je spodbudilo pravzaprav smrt tvojega očeta, je spodbudilo sploh pri tebi razmišljanje o tej strani življenja, to se pravi, tisto minljivo, bolečine, tisto neoprijemljivo, pa tako zelo resnično in postane oprijemljivo v nekem trenutku zelo. Zakaj manjca? Se pravi, po smrti mojega očeta sem se zelo spraševala, spremenilo me je to, kaj je pomembno v življenju, kaj bi naredila s časom, ki ga imam na voljo. In jaz Mance preosebno nisem poznala. Poznala sem jo, tako kot najbrž vsi mi na nek način, močno, pozitivno žensko, ki jo poznaš z televizije, z člankov, z knjig. Nisem pa jo poznala osebno. Potem sem se z Manco povezala, začela preživljati čas z njo, se pogovarjati, kaj bi jaz želela. Potem se je pridružil Darko, skupaj smo začeli nekako spremljati jo. Vse skozi neko osnovno idejo, da je smrt del življenja. Z njo smo tudi želeli spremljati umirajoče, ker je bila Manca ves čas zelo aktivna kot prostovoljka pri spremljanju. Potem pa smo šele zvedla jaz in Darko, da ima raka. Takrat se je to vse nekako spremenilo in znova premišljuješ, kaj bomo naprej, kako bi izoblikovali skupaj s sodelovanjem naš film. Tako da sem se potem spet vračala na to mojo motivacijo izgube očeta in smo potem skupaj z Manco ves čas v nekem njenem sodelovanju, preizpraševanju skupaj s Tino, z Ladejo, z vsemi njenimi dragimi, kako bi v bistvu oblikovali ta film. Ker to je ključno pri observaciji, moramo v bistvu biti res ekipa. Tu ni, na eni strani smo mi, ekipa kamera, na drugi pa sodelujoči. Ves čas gre za to izmenjavo idej, mnenj. Velikokrat je Manca sama poklicala pa rekla, Nina, jaz pa zdaj nekam grem, a bi z Darkom prišla zraven, ali pa sem jaz njo povabila, dajmo nekaj narediti, nekaj intimnejšega, malo bolj drugačnega, se pravi, ves čas se ta izmenjava dogaja.
Darko z Nino sta bila en krasen par v tej trojki, ne, z Manco. In ena glavnih stvari je pravzaprav vzpostavljanje zaupanja. Očitno se je to pri vas zelo zgodaj zgodilo, zelo hitro, glede na to, kako blizu vaju je spuščala in spustila in pripustila Manca. Darko, zanima me, kako, čist mogoče zdaj, če ostaneva še na tej tehnični, ne, vidva, ko je kamera spremljala to njeno, vaše življenje, pravzaprav, ne, tudi Ninino, življenje tvoje mame, vašega kužka Tina, ne, kakorkoli Tine, si predstavljam, da moraš biti za kamero tiho. Kako sta se sporazumevala, ne, ker ne, ni, da bo direktor fotografije rekel to pa to pa to pa to, ne, ampak samo sledite, kako, vem, ti si rekla, ne, da si risala, pa da ste si listke pisala. Darko, kaj je zate to pomenilo kot za nekoga, ki gleda skozi lečo na življenje nekoga? Kako si to doživljal in predvsem pod vprašanje, kako si to spremenilo, ko je Manca zbolela? Kako smo komunicirali? Pač na začetku so se zmenila, v katero smer bi šli, to je film, ki smo ga 5 let delali, tako da neke stvari tudi nismo vedeli na začetku, pa nas je pol potegnilo noter, pa pol skozi prvih nekaj mesecev smo pol ugotovili, kjeri objektivi so nam okej, pa smo pol s tem nekako nadaljevali, pa ja, Nina mi je pisala včasih na listke vmes, kaj si želi, da posnamemo. Po drugi strani pa taka stvar tudi zahteva eno veliko količino avtonomije direktora fotografije, ko pač se ne moreš konzultirati z nikomer in pač v tistem trenutku, predvsem pri observacijskem, moraš pač posneti in to, kar posnameš, to je ne za film narejeno. Tako da to je. Kako me spremenilo? Se je kaj spremenilo? V odnosu do Mance, potem, ko je v odnosu do tega ustvarjalnega procesa, ko so prišle seveda bolj trenutki tudi tesnobe, ne, Nina omenjala si, da je celo Manca potem skrbela, da sta se vidva boljše počutila, pa se je pohecala, pa tako ne kot Manca ste videli zna. Težko odgovorim na to vprašanje, ja. Zato ker mi smo začeli 2019 poleti, ona je potem 2019 jeseni rekla, da ima raka, mi smo 2-3 mesece mogoče bili z njo preden, tako da to je ful nazaj, ne. Ne spomnim se točno, kako je bilo. To me še zanima, Darko, Nina, z Nino sva se več pogovarjali, zato se ves čas na Nino referiram, je rekla, da včasih ne, sta morala samo pospraviti stvari v avto in iti na sprehod po določenih prizorih, občutih, doživetjih z Manco. Mene vedno, ko nastane neka umetnina, ne, Manca vmes tako lepo reče, brez smrti ne znamo umreti, brez smrti ne znamo živeti in brez smrti ni umetnosti. Darko, te je kot ustvarjalca, kot nekoga, ki gleda na svet verjetno malce drugače, kot nekdo, ki ne gleda skozi kamero toliko časa, ali pa kako te je to spremenilo kot ustvarjalca? Te je ta stik z Mančino potjo bolezni, pa hkrati s to vso njeno joie de vivre do konca pravzaprav? Ja, sigurno. Mislim, da vsako bližnje srečanje s smrtjo ti da tako največjo možno motivacijo za življenje. Tudi to je meni dalo, pač to druženje z Manco meni dalo čist drug pogled na življenje, pa eno energijo, ki jo imam še zdaj po moje. Pa prej mogoče nisem imel. Pač to dejansko na silo se prisiliš, da razmišljaš o tem, da boš umrl, zato ker to je edina sigurna stvar v našem življenju, ne? Vse ostalo ni sigurno. Tako da pač, ko si to zavestiš, pol se ne sprašuješ več, kaj boš počel s preostankom svojega življenja, ampak samo živiš to. Ne? Mogoče še to predstavljam si, da je bilo posnetega materiala ogromno, gradiva veliko. Darko, vem, da je Nina verjetno sta skupaj izbirala, ampak kaj je bilo vodilo recimo pri tem, da ste iz vsega tega kupa gradiva, 3-4 leta stalnega spremljanja s predahi, s premori seveda, ne vem, Nina, kako sta vedela to ja, to ne, vem, da je to nek notranji občutek, pa nek, ampak nista vsega gradiva, seveda ne uporabila, ampak kako ste v tej fazi, potem v bistvu sem bila jaz ta, ki je ves ta material pregledala. Vodilo je bilo zmeraj neko, se pravi,
smrt je del življenja, ampak obenem pa tudi praznovanje življenja je pomembno. Ne? Se pravi, ne samo praznovati s svojimi dragimi, kot vidimo, ampak tudi praznovanje samega sebe, tudi videti, praznovati ta čas, ki ga imamo na sebi, ne? Te momenti, ko mi vidimo manco od blizu, v ogledalu in je neko praznovanje, tudi to je lepo, tudi ta ranljivost je lepa in to je tista moč, se mi zdi. Ko sem jaz ta material pregledovala, nisva ga z Darkom skupaj gledala, ne? Jaz sem to... Hvala Bogu. To je bilo kar velik zalogaj, ne? Tega je bilo ogromno in v neki fazi. Jaz sem to, preden sem šla v montažo, to je moj način dela, vsak si zdaj po svoje priredi, kaj mu paše, ampak jaz sem ta material dobesedno pregledala, vsak kader popisala, si še kaj izrisala, si označila, kaj mi je bilo všeč, zdaj samo v sami papirnati montaži, ker tega je bilo ogromno. In potem greš naprej, naslednji korak bi bil sodelovanje z montažerjem, ne? Ker če bi to skupaj z montažerjem gledala, kakšni delajo tudi tako, bi se hitro zgubila, ne? Tega je bilo veliko, plus še vas arhiv smo v neki fazi pregledovali, sem tudi to gledala na televiziji, fotografije in vse to, tako da ves čas moraš premišljevati, seveda, ker spremljaš čisto življenje, ne veš, kaj se bo zgodilo. Bili so momenti, ko nas je skrbelo, nismo vedeli, kaj bo z manco, kako bo, to ti nekako nosiš s seboj. In ves čas moram jaz kot režiser premišljevati, kjero smer bi film lahko šel, če zdaj več ne snemamo, ne? Ali pa kaj smo do zdaj posneli, kako se lahko razvije zgodba. In ves čas o tem premišljevati, tudi kaj še moramo posneti, da se film nekako zaključi. Ne? Pa veliko sta morala z Darkom brati, ne? Vsakič sta šla s knjigami domov, ne? Od Mance. Skozi so nekaj Res čudno, ne? Ja, s knjigami pa skozi oblačil. Skozi oblačil? Skozi majka podarila. A res? Tega pa nisi povedala, Nina, samo za knjige. No, Nina je omenila eno besedo praznovanje in me je spomnila na to, ne, ta film, kot je bila Manca povezana s Slovenskim društvom Hospic, je seveda tudi ta film nekako povezan in letos Slovensko društvo Hospic praznuje 30 let, 30. obletnico obstoja in smo zelo veseli, no, da smo se lahko Manca še vedno povezuje, ne, na vsak način, da smo se lahko povezali s Kinodvorom in je danes pravzaprav začetek praznovanja tega celotnega leta praznovanja 2025 Slovenskega društva Hospic. Vem, da bi bila Manca izjemno zadovoljna, kar se tega tiče. No, ampak če se ustavimo pa zdaj v tej tišini, Aldo, v filmu je izjemno pomembna tudi tišina, seveda tudi glasba. Izjemno. Jaz, ko sem tolikrat videla ta film, ne, mi pač si tako iščem tišine, ker samo tam lahko, tam na tistih mestih lahko govorim kot opisovalka zvočna za slepe in slabovidne. In me zanima, kaj je bilo vodilo pri glasbi, ne? Daš živo glasbo, daš dekle z violončelom sredi tovarne Krst. To je bilo, samo mogoče, preden se je Aldo priključil, to je bilo že v samem začetku posneto in ta ideja, tako da tu Aldo je bilo samo neko izhodišče, mogoče, sorry. No, kakšno izhodišče pa je bilo zato zate, Aldo? Če lahko odgovorim na to vprašanje, mi je izredno žal, ja, da ni bila to moja ideja, ampak je bila Ninina, ne, ker to je genialna ideja. No, ampak vidiš, smo ti jo kar pripisali, ne, Aldo? Ja, ampak dobro. Se velikrat je pa kejke pa obratno. V glavnem, kako sem pristopil k tem. Ja, kaj je bilo? Moram povedati, da mi je v začetku par dni zelo težko to delati, gledati, seveda, ne, kot vsakmu, ne, izmed nas, ne. Potem sem pa videl, kako je to, mislim, prav to, no, mislim, kar smo vsi najbrž dojeli, da je to hkrati toliko film o smrti kot film o življenju. In pač takrat, ko smo mi prvič gledali ta film na kino, v kino, kje že, na Vibi, je bila Manca z nami, je bila vesela, super, gremo v Portorož in je bilo, mislim, perfektno, ne, potem se je zgodilo to. In pač tako smo ranljivi, ne, in to je fino, kar nam ta film pa Manca vedno pripoveduje, kako smo ranljivi pa vsak dan sproti se moramo zbuditi, se zbujamo in tako, pa nam se zdi, da smo pač tisti stavek mi je bil lep o iluziji, ne, kako je življenje dolgo, v bistvu je pa tako kratko, čeprav sem prej pomislil, se sedel tam druga vrsta, prvi sedež. Hvala Bogu, ampak da se pa tudi to koleče, ne, ali pa tako.
tako da ni čisto vse zares vzeti. Tako. O tišini pa glasbi v filmu si prej Ja, se mi zdi, govorila. kako so pomembne te tišine, Ja. pa hkrati te mini zveni, ne, tudi manjšino dihanje, pa vse te meditacijske ali pa kakorkoli, ali pa ta tišina pri terapijah, ne, ki je tako Ja. zgovorna. Tu so se pa z Nino so imela velikrat dilemo, a bi dal glasbo ali ne bi dal, in v glavnem jaz sem bil ustrajal, da ne bi dal. Kdaj je Nina rekla, da pa dajmo glasbo, da ne, pusti lepo tako. Pač lepo so se menila, pač ni bilo nobenih pač ekscesov. Ne. Ampak res smo rajši v filmu, kjer lahko igrajo zvoki sami po sebi od narave, od našega okolja, našega dihanja. Rajši imam to kot glasbo, na to moram priznati. Potem imaš pa ene prizore, ki so recimo kot so v bazenu, s kitom, pa ta prizor v tem prostoru cukrarne, ta bel prostor. Tam noter je bil pa, se pa mi je odprlo tako, pač ta svet, kjer lahko glasba na nek način podaljša misel režiserja, v tem primeru Mance, njeno misel, Darkotove kamere in vseh teh utripov, ki jih kot skladatelj že dobim, ko nastopi moje delo. Sem se spomnil odgovor na prejšnjo vprašanje. Odlično, izvoli, Darko. Pač v bistvu se mi je zgodilo, mogoče po prvih 6 mesecih snemanja sem bil prav tak, wow, pač življenje se je zgodilo, mislim, ta film se na novo napisal, mi smo posneli nekaj čist drugega, kar smo šli snemati. To mi je bilo tako, wow. In je še vedno pa ta še, wow. pa še ena stvar, pač mi smo delali v bistvu, na začetku se spomnim, ko mi je Nina govorila, pač nama je obema oče umrl tak par let pred filmom in smo imela oba to motivacijo, ni isti oče. In pol smo snemali ta film in Manca je bila kot neka rdeča nit tega filma, ki bo povezovala vse te neke različne aspekte spremljanja umiranja pa naš odnos kot ljudi, ne, do odhoda naših najbližjih in to. In pol se je film spremenil v to, da Manca mora dojeti to, da je tudi ona bo umrla in sprejeti svoje lastno umiranje. In se mi zdi, da to je bil ta ključni preskok v vseh nas pri tem filmu. No. Ali pa vsaj pri meni, ne vem za ostale. Aldo, kaj? Ja, Nina? Najbrž je ona to vse čas imela, ne samo mi smo mogli ta shift narediti, v bistvu, da spremljamo njo, pa zopet, da ni bolezen tista, ki je v prvem planu. Ne. To se mi je zdelo ključno, ker nikoli ni bila. Čeprav smo res s Darkom bila v res nekih delikatnih scenah, močnih scenah, pri zdravniku in vse to, še zmeraj je ven prihajalo čist nekaj drugega. Hvaležnost, tudi hvaležnost, da sem lahko v tistem trenutku njenega življenja lahko bila zraven, ker to so res, se mi zdi, zelo nežni trenutki. Ne. In praznovanje je tisto, mi vsi se moramo zavedati, da je življenje zelo kratko, čeprav to zna slišati se zelo banalno, ampak je res. Ne. In kaj bomo s tem življenjem naredili in kako ga bomo preživeli, se mi zdi, je ful pomembno. V današnjem času o tem ne razmišljamo veliko, ne. Ali nimamo časa, ali nimamo volje. Ali pa rajši ne. Ja, tako. Aldo, tebi sem že želela vprašati za ta wow moment, o katerem tudi govori Darko. Ne. Kaj je bilo v tem filmu zate kot za ustvarjalca glasbe? Jaz si predstavljam, da spet slišiš življenje drugače kot marsikdo od nas, glede na to, da se ves čas nekako stiku s to tišinami, morda, ki jih tudi mi ne slišimo, tudi v glasbi. Je bil kakšen tak wow zate kot za ustvarjalca, za življenje trenutek? Ja, predvsem v bistvu se sprašuješ, a je življenje hec, a je življenje, recimo zelo pretiraval, a je polka, ali je uspavanka, ali je jutranica, ali je koračnica. Jezik glasbe. Ja, tako več teh vprašanj se ti pojavlja, no, če si iskren ob takem delu. In za katerega bi se ti odločil? Za katero od teh?
Včasih koračnica, drugič uspavanka. Pač jasno, vsako ob svojem trenutku, v bistvu težko, najrajš imam pa, v bistvu, če ne bi definiral s temi izrazi oblikovnimi ali pa pač kvazi glasbenimi, pa mi je bliže prav recimo ta zvok padanja, če se spomnite Snežink, ki je bil tukaj lep, in potem smo mi s to glasbo not, ki smo prišli še zdaj me jezike prenaglas, Juri Zornik, a če je še tukaj, smo rekli, dajmo čim tiši, pa še jaz bi skoraj neč, da se zlije, ne, to, ampak to, pa mogoče to vi niste slišali, jaz bi pravi, joj, to mi je šlo malo na živce, ki prenaglas glasba, ne. Ne, V kinu ali sicer? Tukaj je bilo še kar dobro, ker smo pa gledali v Portorožu, je bilo pa še slabše. V glavnem, nežnost to, pa kakšno okoli. Hvala, Aldo. Tina, razmišljala sem, kaj te vprašam, ker sva se že veliko pogovarjali in sem se spomnila na prazne knjižne omare, ki si jih včeraj, police, ki si včeraj objavila, ne, prej in potem fotografijo. In zanimivo, ne, pri Malci se tudi ogromno posnetkov, ves čas knjige. In prva stvar, ne vem, ne morem mimo vprašanja, da te vprašam, kako si ob vsem tem, kar se je v teh mesecih po smrti tvoje mame dogajalo okrog in znotraj. Kako si? Hvala, kar v redu. Ampak zdaj moram najprej se poravnati, zato, da bom imela prebojene možgane. In to je tudi prva stvar, ki bi mi mati rekla. To sem poslušala 40 let. Lepš se drž. Tako, kako učiš jogo, pa se ne držiš za dost lepo. Tako da, ja. Tako da, lepo mi je gledati ta film vedno znova. In zdaj, ko sem ga gledala, sem spet ganjena. Zelo. Hvala, Nina, za ta dar. Hvala vsem za ta dar. Ganjena sem nad vsem, kar ste soustvarjali. Taka čudovita meditacija se mi to zdi. Vsakič vidim nekaj novega v tem filmu in vsakič ga je drugače gledati zaradi teh okoliščin, ne? In vsakič ga gledam, se mi zdi v nekem novem, ob neki novi prelomnici v zvezi z Manco. Z družino smo film prvič videli skupaj z Manco na njen rojstni dan marca lani. Tukaj v ta mali dvorani Kina Dvor so nam ga predvajali. In potem po filmu smo šli k prijateljici Ifigeniji in smo vsi podelili, kako smo ta film doživljali. Meni je takoj čisto odprl srce in sem bila tako hvaležna tebi za tvoj subtilen pogled vsem vam. In ja, tudi Manca je bila zelo ganjena nad tem filmom. Tudi ni ona vedela točno, kaj bo vam prišlo, ne? Ker mi smo živeli 5 let, smo se hecali med sabo kot Kardashiani. Ker to so bile kamere skozi zraven, ne? Še dobro, da ste fajn drugače. Tako da zdaj sem se jih prav razveselila, ker imam abstinenčno krizo, ki jih več ne vidim skozi. In potem ne veš, kaj bo iz vsega tega nastalo, ne? In je nastala taka čudovita poezija. Torej, prvič smo to gledali z Manco za njen rojstni dan, ko še nismo vedeli za to zadnje poslabšanje bolezni, ki je prišlo kmalu potem. In ni bilo še to tako v zraku, ne? Da pravzaprav je to njen zadnji rojstni dan. In da, čeprav ona se je spraševala vprašanje, če bom jeseni še tu in bom lahko šla gledati film v Portorož, ne? Čeprav je nekako tudi zaupala, da bo bolezen je šla potem hitreje, kot si je mislila. Drugič sva gledali film z Ladejo v Portorožu in zdaj ga tretjič gledam danes po tem, ko smo zdaj en mesec zelo intenzivno sortirali stvari, praznili Mančino stanovanje in včeraj je bila še zadnja etapa, ko so šle knjige. In sem se ob tem spomnila na ta Mančin stavek, ki ga je tolikokrat ponavljala. Prostor, soba brez knjig je kot telo brez duše in ta stavek sem danes videla se pojavi tudi v filmu v enem close-upu, ne?
In sem imela res občutek, koliko je to različnih faz žalovanja in spuščanja. Ne? Mislimo, da je žalovanje, nekdo umre in potem žaluješ. Ne? Ampak v bistvu se žalovanje začne že veliko prej. Žaluješ, mi smo žalovali po vsaki operaciji, ob izgubi njenih sposobnosti, delov telesa. Žalovali smo, meni je bil en močen občutek žalovanja na koncu, ko v bistvu ni več mogla hoditi, ker jaz se spomnim celo življenje njenih teh odločnih korakov, ki so tudi v filmu. In tudi kot otrok, velikrat sem jo pogrešala in potem se je vračala domov, včasih pozno po noči in zvok teh korakov na hodniku. In potem smo živeli zdaj zadnja leta, tako da sem živela v sosednjem stanovanju in sem tudi po hodniku slišala njene korake. In potem nekega dne ni bilo več teh korakov. Ona je še bila, ampak ni bilo več teh korakov. In takrat vem, da sem se razjokala. In tako recimo je bil včeraj mi tak močen moment, ko so te knjige šle. In tukaj gledam stanovanje, polno njenega življenja, polno njenih knjig. To sem pomislila. In ja, ampak se mi zdi, nekaj gre, nekaj pride. Ne? Tako, da kaj pride, ne? Da bo na Krasu, kjer je Manca želela ustvarjati, daj povej to se mi zdi tako lepa zgodba. Njene knjige so sprejeli v knjižnici Komen, ki bo dobila v naslednjih 2 letih približno nove prostore in ko bo dobila večje nove prostore, bo tam prav Mančina zbirka. Tako da včeraj so knjige odšle sicer v skladišče, kjer bodo zdaj počakale na to ponovno rojstvo, ampak mogoče je tudi to malo simbolno, da nekaj časa morajo stvari odležati, preden se potem rodijo na novo. Tako da se mi zdi, te knjige zdaj malo počivajo skupaj z nami in potem se bo rojevalo njihovo novo življenje. In tudi vse druge reči, zdaj, če začnem govoriti, kje je kaj, zdaj smo imeli 1 mesec, to je bil šiht celodneven, kam gre kaj, v muzej novejše zgodovine, v NUK, v kinoteko, a še kam Žiga Valetič, ki piše tudi Mančino biografijo, nam pomaga skrbeti za Mančino dediščino, nama je Zladeja zelo pomagal pri vsem tem, res. Hvala, Žiga, srca. Hvala, Žiga. Tako da Manca bo živela raztresena na različnih koncih in krajih in jaz sem vesela, da zdaj te inštitucije bodo skrbele za njeno dediščino, ker moje ramice so prešvok za to nositi. Povej mi še to, Tina, ko je bil ta proces Kardashianov, da se pravi stalnih kamer in to, sta se pogovarjali z Manco o tem filmu, je kdaj delila, ne vem, občutke ali pa rekla, veš, Tina, zanima me, kako bo naprej, ker jaz mogoče spomnim se enkrat, bil je Hospic Cafe, tako eden od in je Manca tako, veš, Karmen, ljuba, danes pa pride Nina, ena tako čist posebna punca, veš, snemajo dokumentarec o meni. Tako se mi je zdelo, da je tako povedala z eno tako vehementno radostjo, z eno tako, veš, pa ne ego, nekaj tako kot malo, eno tako otroško veselje in hkrati, ne vem, kaj bo, ampak super, da se dela. Kako je Manca, ne vem, ste kdaj klepetali ali pa je to postalo del življenja vašega pravzaprav? Kdaj? Skozi. No, Manca je predvsem režirala. Ona je bila odlična režiserka vsega in moderatorka, tako da ona je skozi režirala in vsak dan se je izmislila 20 novih kadrov in potem je Nina to diplomatsko malo sprejemala. Med drugim en kadr, ki ga ne vidite v filmu in se Manci zdela strašna tragedija, da to ne bo izvedeno, je, da bi najeli več slonov, po možnosti belih, ki bi hodili po naši Aljaževi ulici in na te slone bi deževali cvetovi. In to se je Manci zdelo, ali še nekaj tacga, to se je Manci zdelo, da to bi pa že lahko zagotovili. S tem sem je skozi upravka. To lahko kaj poveš o tem? No, Nina, povej še kakšen režijski poseg Mance. Rekla sem bolj, da gre to, kot sem že prej rekla, za neko izmenjavo, sodelovanje. Velikrat je res, ki je rekla, zdaj pa grem k prijateljici, bi šli zraven, pokliči Darka, vprašaj ga, ali pa grem tja, ali pa s Tino imava nekaj. Se pravi, ponujala je ves čas situacije, dogodke, stvari, da pač skupaj ustvarjamo dokumentarec. So bili pa tudi momenti, ko sem tudi jaz rekla, zdaj pa gremo nekam drugam, bi šli nekam v bazen, a bi šli v arboretum. Se pravi, da skupaj iščemo ne samo te pripovedne, informativne scene, ampak da najdemo neke scene, ki mogoče niso toliko
iz tega sveta, ali ko so mogoče malo bolj metafizične in pol tudi tako z Darkom pristopamo k temu snemanju, ne, in posnamemo morda na drug način, da v gledalcu nekaj se zgodi, zbudi, prebudi. Meni je bilo to toliko všeč, kako ste dali noter in te umetnosti, ne, in kako se zaključi s tem in to razstavo teh svetlobnih, kaj je že bilo takrat? Svetlobna gverila. Tako, ja, svetlobna gverila. Tako se mi zdi, da res ste pokazali njo, koliko je bila ona res upeta umetnost. Ne. To je tudi dajal, tudi kljub, ne vem, če ste začutili, ne, ko ste gledali film, kakšne grozljive bolečine so to bile, ne. S čim je ona, se mi zdi, da veliko ljudi šele, ko ta film vidi, začutijo, kako res brutalno je bila ta bolezen in kako je ona živela zadnja leta, ne, koliko vaj je morala sploh delati, da je sploh še lahko govorila, ker to naj ne bi bilo več mogoče medicinsko po drugi operaciji. In umetnost in vedno je gojila to ljubezen do ustvarjalnosti, do umetnosti, do knjig in pa nekaj, nad čemer je bila ona navdušena in sem tudi jaz in smo vsa družina, je toliko, koliko humorja je v tem filmu. Ne? Kako je ta film globok, ranljiv, ampak ni pa sentimentalen. In se mi zdi, da ta resnična globina življenja ne pospremljena s tem humorjem in od tvoje mame in od Mance. A ne? Meni je tudi tolikrat govorila, jaz imam visok prag bolečine, ti že piskaš, jaz pa še. Tako da, ko sem slišala to tvoje mame, sem rekla, Nina, ti si isto doživljala. Tako da, ampak to ne, ta humor in ta neka ljubezen do življenja do konca, tudi ko je neizprosno. Ta živost, ne, ki jo začutimo tudi v tvoji mami, ne, Nina, tako prvinska živost, ne, skoraj divjost. Ne. To neko praznovanje do življenja, spet znova se vračamo, ne, na neke besede, ki nas vodijo, se mi zdi, skozi film. Zdaj, seveda pa vse stvari ne nagovorijo vse gledalce na enak način. Nekoga bodo neke stvari, neki momenti, spet drugi bodo našli nekaj drugega, ampak to se mi zdi je čist prav. Ni nekega pravega načina, kako kaj prebereš, ko gledaš. Še en njen režijski poseg je bil, da je rekla, mogoče bo pa zadnji prizor filma pa z mojega pogreba. Tako da sem te hotela vprašati, da ste razmišljali o tem. Jaz sem zelo hitro, ko smo začeli to spremljanje, ko sem zvedela, da ima Manca raka, sem ji rekla, veš Manca, mi bi šli s teboj, dokler nas boš ti spustila. Ne? In sem tudi bila malo bolj direktna, sem rekla, tudi do konca. Ampak sem ji dala tudi vedeti, da v resnici mi bomo z njo res, dokler nas bo spustila. Se pravi, takrat ko je bilo tretjič, ko je znova zbolela, ne, je počas dajala vedeti, da v bistvu ima dovolj, želi svoj mir. Ne, in zmeri bolj je to jasno povedala, vokalizirala, pokazala in pol takrat v eni fazi smo se umaknili in moraš spoštovati, to se mi zdi, ko ti spremljaš neko čisto življenje, mora imeti sodelujoči tisto končno besedo, da ga spoštuješ. Sam še to ni bilo nikoli, nisem razmišljala o pogrebu. Se mi zdi, da je to nepotrebno. Samo vprašam, ker ona je tako, ampak mislim, da je tudi tebi to večkrat rekla. Je pa res ene parkrat mogoče to rekla ali pa v šali rekla, Nina, jaz še ne mislim umret, kaj še snemate, tako malo, ne. Se pravi, ves čas je bil ta humor, kljub vsej težki situaciji na plano so prihajale te iskrice, kaj si rekel, to je Manca, ne. In to je res čutiti v filmu, ne. Za vse vas vprašanje, mogoče se ne vem, ali je bistvo, pa vendar, koliko vam je pomenilo, da je Manca videla film, da je bil film narejen, dokončan, dokler je bila Manca tu. In to na njen rojstni dan, kar je sploh se mi zdi tako pomenljivo. Meni je to ful pomenilo. Ti je, ne? Ja. Mislim, mi smo dejansko ratali prijatelji. Ful mi je bilo dobro, ker če bi še pol pogreb snemali, ne bi videla filma. No, vsaj ne iz dvorane. Dokončanega, tako je. Ja, mislim, ona je bila ful presenečena. Ona ni vedela, kaj vse mi delamo poleg nje. In je bila kar presenečena, ko je videla film, je bila, pa to ni film o meni. Ja, je presenetilo se mi zdelo. Ko je videla situacijo, ki smo snemali z Manco, je bila zraven, seveda, ampak takrat ni vedela, kako snemamo, kakšni so izrezi. Na trenutke včasih je bila tudi, mi je pol rekla, sam te bližnji posnetki, Nina, ne,
ampak potem vidiš, da ima to širino in razume, da je v bistvu namen neko sporočilo, ki ga ponudiš širši gledalcem, ne samo manjci in pač vam domačima. Tina, koliko je pa tebi pomenilo oziroma ti je bilo pomembno, da je videla film dokončan? Da si ti njo videla, na kakšen način je doživljala to? Ja, mi je bilo zelo lepo to. No, zdaj pa morda še kakšno vprašanje, kakšna misel iz občinstva, bomo zelo veseli. Jaz razumem, da je to film, ki ga je treba videti večkrat, ker se mi zdi, da je tak, da moraš malo pregledati vse te prizore. Verjamem tudi, da je kdo presenečen, tudi če smo mislili, da smo manjca poznali. Se mi zdi, da ta film, jaz moram reči, ko sem ga prvič videla, mi je bilo jasno, da nimam pojma o manjci, sploh pa ne, kaj je pravzaprav dala skozi. Tako da ja, Tina, to, kar si rekla. Tako da, kakšna misel, kakšno vprašanje? Ok, potem bomo mi zaključili. Nina, kakšen je odziv, oziroma nekaj si omenila, da kakšni moški rečejo, ne, to pa rajši ne bi, tako kot ti, dajmo se pogovarjati v počitnicah. Mi smo prišli na kavo, lahko nehaš manjca, imamo vmes ta prizor. Kakšen je odziv, oziroma ti je pomembno, seveda kot režiserki, kako se bo odzival svet na film, ampak je kakšno pričakovanje, ali si zdaj samo spustila otroka, ste spustili otroka v svet, naj diha, naj poje, naj pleše po svoje? Zavedam se, da to ni film za vse, in vem, da pač nekdo bo odzval se drugače, vem, da nekateri sploh ne želijo, je to kino, ko povem kaj, recimo smo snemali toliko let, o čemu je film, to pa ne bi gledal, zanimivo je, da to rečejo moški, to pa veš, sem glih neki zbolel, pa zdaj ne bi spet ušel gledati, tak način, in pač, ali pa preprosto niso, ne želijo odpirati ta vrata, se mi zdi prevečkrat ljudje čakamo, ali pa nezavedno delujemo, šele ko se nekaj hudega zgodi, ali tebi, ali tvojim dragim, potem začnemo razmišljati o smrti, odhajanju, takrat si pa že v bistvu zelo čustveno upleten v dogajanje in je spet drugače, se mi zdi, da moramo ozavestiti, da je smrt del življenja in pol živiš bogatejše, polnejše. To je nekaj, kar je Manca ves čas govorila oziroma živela. Ali tako je rekla, za moški si se nasmehnil pa prikimal, kaj se ti je popletlo v glavi? Ja, tako mi je prišlo na pamet, da moški tudi pri rojstvu kot pri smrti se raje bolj nazaj držimo. Ampak vas čisto enako. V teh momentih. Prebrala bom za konec eno od manjšenih srčnic, meni je eno ljubših, tudi zato, ker se mi zdi, da ta film je spust iz glave v srce. Spuščam se iz glave v srce, drsim po vertikali, s katero sem prebodena, iz neba do dna. Pot je jasna, smer je ista. Vse dobivam in izgubljam hkrati. Vertikala niha kot strune čela, odvisne od teže loka, ki pritiska nanje. A nikoli ne prekine toka. Moj spust je njena daritev. Čas uravnava ura 1. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Ne šuit. Tamle zunaj v kavarni zdaj pride še tisti del druženja, kjer boste lahko prosto vprašali, povedali, delili karkoli. Vas pa toplo vabim, kot sem rekla, danes začenjamo praznovanje 30. obletnice Slovenskega društva Hospic. Kar nekaj bo stvari, kar nekaj, če bo mila sreča, prihaja pomladi knjiga zgodb Hospic kafejev, ki jih je začela Manca, potem pa jih je 7 let nazaj predala meni, za kar sem ji večno hvaležna in hkrati večno izzvana. In potem sledi eno velik družinski dan življenja maja, kjer bomo malce prepletli šport, pa veselje, pa otroke, pa medgeneracijska povezovanja, vse boste izvedeli iz medijev oziroma iz napovednikov.
Dogaja se ena zanimiva kampanja, o kateri boste kmalu izvedeli več. Vrh praznovanja pa bo 11. oktobra, ko bomo na nek način praznovali tako zares vsi, kamor boste seveda tudi vabljeni, vse ob svojem času. Skratka, Nina, Darko, Aldo in Tina, iskrena hvala, ker ste nam pomagali društvu začeti pravzaprav praznovati to leto. In jaz sem prepričana, da bi bila Manca zelo zadovoljna tudi danes. Ne vem, Nina, Tina, se strinjaš ali pa Nina, ne? Vse sta bili tako. Ja, Kaj bi rekla zdaj le Manca? Poleg tega, da se trš po konc, ne? Ja, mislim, da bi bila zelo zadovoljna zdajle mi. Jaz jo čutim tako nekako njeno prisotnost. Tako da, ja, mi pa kaj konkretnega mi pa zdaj ne pade. Zato, ker mora vsak sam odnesti vtis od tega večera in od tega filma in od tega življenja. Hvala lepa za vaš čas. Veste, da umetnosti brez nas ni. Če nas ni, ne, za koga bi bila potem umetnost. In ja, točno to, kar si tudi Tina rekla, ne, se mi zdi, da ta film prenaša tudi sporočilo umetnosti. Vem, da je Manca enkrat rekla, mi sploh ne vemo, kaj vse imamo, kam vse lahko gremo, ko nam je težko. In kam vse lahko gremo, da nam je lepše. In seveda tudi umetnosti. Ne. Samo v Ljubljani imamo toliko enih prostorov, pa tudi, če je to samo pod češnjevim drevesom, se tudi je pa umetnost narave na tak drugačen način. Skratka, srčna hvala, podružite se še, toplo vabljeni na praznovanja, kot sem rekla, in tudi zdaj. Vam pa en lep večer in hvala, ker ste z mano delili tudi besede v tišini življenja. Lahko noč.